To je bil za Slovence eden najbolj škodljivih Nemcev, za katerega še niste slišali. Rojen 15. decembra 1876 v kraju Zgornje Mlinice pri Šentvidu ob Glini, Martin Vute je bil skrajni nemški nacionalist, ki je svoje življenje preživel na Koroškem z izjemo študija v Gradcu. Ukvarjal se je z geografijo in kartografijo ter raziskoval jezikovne razmere na Koroškem. Pomembno vlogo je igral tudi v času boja za Koroško po prvi svetovni vojni, ko je bil profesor na gimnaziji v Celovcu, kjer je pod vplivom močnega nemškega nacionalizma zanikal obstoj slovenskega etničnega ozemlja na Koroškem in zagovarjal, da so objektivno sporna narodna štetja, ki so bila vedno v prid Nemcem, pravilna. Največ škode pa povzročil s tako imenovano vindišarsko teorijo. Kot lahko vidimo na zemljevidu Kraljevine Jugoslavije iz leta 1940, ta jasno loči Slovence, živeče na Kranjskem, in Slovence, živeče na Štajerskem. Slednje označuje kot vindišarje, ki naj bi sicer govorili neko sorodno slovensko narečje, vendar naj ne bi bili Slovenci, ampak ljudstvo, ki je kulturno in zgodovinsko bližje Nemcem kot Slovencem. Medtem ko so se Slovenci do prve svetovne vojne dlje časa tako imenovali, so Nemci že prej Slovence, živeče na Koroškem in Štajerskem, imenovali vindišarje, prebivalce Kranjske oziroma Notranjske, Dolenjske in Gorenjske pa Kranjce. Opredeljevanje za Slovence so označevali za rušenje miru in enotnost Avstrije, in ker so Nemci imeli Slovence za manj vredne, so jih na ta način želeli razdeliti, razdvojiti in oslabiti, s čimer bi naše ozemlje lažje osvojili, prebivalstvo ponemčili in Slovence izbrisali. Popolno zablodo teorije je prej omenjeni Vute želel leta 1927 narediti za znanstveno dejstvo, s čimer bi Nemci na neki znanstveni podlagi nadaljevali brisanje slovenskega naroda. Ta teorija je prišla prav tudi nacistom, tako je, na primer, nacistični funkcionar Alois Mayer, ki je, kot marsikateri nemški skrajnež, nosil slovenski priimek, v tem primeru Kajbič, leta 1942 koroškim oblastem posredoval ukrepe za popolno ponemčenje prebivalstva severno od Karavank. Navodila so zahtevala izključno rabo nemščine v javnem in zasebnem življenju ter odpravo vseh slovenskih napisov, publikacij in verskega gradiva. Slovence so ponovno imeli za manj vredne in sovražnike, ko imenovane vindišarje pa praktično za Nemce. Po drugi svetovni vojni leta 1946 se je izraz vindiš na vseh koroških šolah prepovedal, leta 1951 pa so navodila za izpolnitev popisnega lista zahtevala, naj se v rubriko o materinem jeziku vpisuje slovenščina in ne vindiš.